Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem srečanju. Vesela sem, da smo si vzeli čas zase in trenutek, ko lahko malce upočasnimo tempo vsakdana. Danes bomo govorili o tem, kako telo reagira na stres, zakaj se energija včasih ustavi in kako jo lahko ponovno spravimo v ravnovesje. Z mano je Andrej Kon, učitelj Qigonga, ki že več kot 2 desetletji raziskuje in poučuje prakse, ki pomagajo stabilizirati živčni sistem, sprostiti napetosti in vzpostaviti boljši stik predvsem s telesom. Andrej, lepo pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav. Greva najprej od začetka. Tvoja pot v svet Qigonga se je začela že leta 2002, če se ne motim, pa me zanima, kaj je bil tisti prvi trenutek, ko si začutil dejansko, da moraš spremeniti svoje življenje in tudi svojo energijo. Ja, no pravzaprav se je to začelo še malo prej, leta 99, ne, ko sem imel eno tisto izkušnjo, ne, z eno hudo alpinistično nesrečo v gorah. Ampak dejansko me je to že zanimalo, tudi mogoče kar dosti prej, ne, bom rekel, kar, ne vem, pravzaprav sem vedno že nekaj iskal, mogoče nekaj več, ne, kar so me pač mogoče tudi drugi učili, ne. Sem se pa pol nekako spomnil, ne, da je bilo zanimivo, da sem ravno s tem Qigongom, a ne, prvi stik nekako imel v srednji šoli, ko sem takrat enkrat v knjižnici nekako prebiral knjige in sem našel, mislim, od Manteca Chia eno knjigo 5 elementov, ne. In to me je pol takrat nekako, ne vem, kako naj rečem, mi je nekako, glavne stvari so bile nekako drugače prikazane, ne, ko so me pa do takrat tudi vse skupaj učili, ne. Ja, seveda, potem po tisti izkušnji, ne, pri tisti nesreči, ne, a ne, takrat sem pač nekako se pol bolj tudi vsega skupaj sem se nekako bolj sistematično lotil, ne. Bilo se je potrebno nekako zopet na novo organizirati, poštimati zdravje. Lahko mogoče poveš čisto na kratko, kaj se pravzaprav zgodilo takrat, da te je v bistvu še bolj spodbudilo, da greš v prakso izvajati to, ker si že nekako čutil, da je tvoja pot. Ja, seveda, ne, takrat ne, seveda, koliko se zdaj še spomnim, ne, ampak nekaj se še spomnim, a ne, se zbudiš v bolnici po tednu dni kome, ne, in prva stvar, ne, ko ti prešine, ne, samo kako spet nazaj, ne, nazaj v svet, nazaj v življenje, kako zopet čim prej tu ven, ne. In seveda, pol sem pač nekako sistematično, ne, začel, ne, iskati sem se obiskoval tu neke delavnice, ne, pri nas. Veliko sem začel brati, pa pravzaprav pa prakticirati, ne. Potem sem se pač nekako tudi odločil, ne, ravno to, ko sem rekel, da sem tisto knjigo, ne, ko sem pač prebral od Manteca Chia, ne, in se še danes tako spomnim, ne, kako sem se enkrat pravzaprav takrat v srednji šoli nekako zaželel, ne, da bi pa jaz to tudi počel, ne. Da bi pa jaz to tudi počel, ampak in to, ko recimo zdaj razmišljam za nazaj, je to zanimivo je ta potek, ne, kako se stvari potem čez leta realizirajo, ne. Zato včasih mogoče res tisto, ko rečejo, ne, ko rečejo v tej, kaj naj rečem, tej ezoteriki, ne, pazi, kaj si zamisliš, ne, pazi, kaj boš počel, ne. Ker se ti lahko uresniči, a ne. Se ti res lahko uresniči, a ne. Ja. No, in seveda, in pol sem se nekako, ko sem se pa odločil, da bi pa itak jaz tudi mogoče enkrat postal inštruktor tega, ne, sem pa res, ne vem, sigurno ene 4 leta, ne, res intenzivno delal, sem se pripravljal na to, ne. Tudi se spomnim, da sem, ne vem, sigurno se eni 2 leti, ne, takrat sem potem tudi že bil v službi, ne. To sem vstajal zjutraj ob 2, recimo vadil do 5:30, a ne, se najedel, zajtrk in pol v službo. In ko sem domov zopet prišel, sem zopet zvadil, ne.
Pa ti najbrž ni manjkalo spanca, ker si se regeneriral. Ni manjkalo spanca, ni manjkalo energije, ne, in Ampak a lahko, Andrej, mogoče poveš, ker to se mi zdi res fascinanten del tvoje zgodbe, ker ta nesreča, a ne, ti si v bistvu zdrsel v prepad, ne vem, 60 metrov ali koliko globoko in si pri tem imel res zelo hude poškodbe, a ne. A lahko mogoče sam poveš, za kakšne poškodbe je šlo in ker to je zelo velika stvar, da si ti potem lahko s qigongom opomogal nazaj, ne, brez operacij, brez zdravstvenih posegov. To se mi zdi res taka močna stvar v tvoji zgodbi. Mislim, bilo je en kup enih zlomov, ne, od zloma medenice do lopatice, do polomljenih reber, predrtih pljuč, ne vem, kaj se, recimo roko sem šel operirati, čez 4 mesece, potem še ni se zarasla ena kost. Ampak dejansko je zanimivo, ne, da že takrat, ne, že tam bolnice, ne, krvama, ne, takoj sem hotel na bergle, takoj sem pač se kot začel gibati. In dejansko je res tista neka, kaj naj rečem, očitno se spodbudi v človeku en instinkt, ko te pravzaprav obvaruje. In se mi zdi, da ravno tudi še danes ko delam ta qigong pa to, in pravzaprav kaj pravzaprav hočem in sebi in tudi drugim nekako prikazati. Ni tehnika, niti ni toliko neki način, ampak prebuditi to, kar pravzaprav v nas je. In ta instinkt, ne vem, po tej, ne vem, kako bi to sploh rekel, po tej, mogoče tudi samoohranitvi, ne vem. In ampak, ko to prebudiš, potem se stvari začnejo popravljati. In se mi zdi, da telo se resnično se začne zdraviti takrat, ko spustiš Jaz pravim, da zdravljenje poteka v odklopljenem stanju uma. A lahko mogoče tudi na kratko povzameš, kaj pa je qigong pravzaprav? Ja, qigong, Kako bi ga ti definiral? Qigong, seveda, zdaj če pogledaš v neko Wikipedijo, ali kaj bo rekel, qi in gong, to sta dve besedi, qi je življenjska energija, gong pomeni delo, to je delo na sebi. Oziroma, jaz bom tako rekel, dejansko je to neko pristno druženje sam s sabo v nekem, v tej, kako bi rekel, v tej energiji prisotnosti, v tem stanju prisotnosti, tako bom rekel. In mogoče vse skupaj je zelo težko opisati, to se pravzaprav zelo težko opisuje, dejansko to že. A bi lahko rekli, da je neke vrste to tudi obnavljanje življenjske energije ali pa upravljanje z energijo, ki nam je dana? Ja, jaz mislim, da to dejansko zopet neko povezovanje s tisto našo, ne bom rekel, kar prvobitno življenjsko energijo. Je pa zanimivo, kako tudi recimo s taoističnega tega vidika, kako gleda, kako dejansko življenje nastane, nastopi. Ne vem, ko si spočeta, nastane ena izvorna celica, se deli na, gre za to cepljenje celica, dejansko tista, seveda zdaj pač je tista primarna energija, ko jo takrat dobimo pri rojstvu, druga pa ta, ko jo dobimo s tem načinom življenja in družbo. In tista primarna pravzaprav nekako tudi ostaja, če jo pravilno neguješ. Ponavadi pa vsi skupaj nekako pozabimo na to. Te pač te naučijo te, kot te pač naučijo. Ja. To je qigong, to. Jaz bom rekel, to pač je neko druženje, neko tako pristno, iskreno druženje sam s sabo, kjer pač nekako so važni, bom rekel, 3 dejavniki. Prvo, tu živimo po tem zakonu gravitacije. Gravitacija, dejansko je to zelo pomembno, da to naše okostje čim bolj neobremenjeno giba skozi gravitacijo. Drugo je tale
bom rekel, naravni način dihanja. To tudi, ko danes to gledam, polno nekih stvari, nekih tehnik, ne komplicirati. Enostavno samo opazovati, samo opazovati in biti res sam sabo, biti iskren sam sabo, ne da se vmešavaš in opazovati. Tretje pa pol reče ta leji, ta moč predstave, moč misli, kaj pač pravzaprav kaj pravzaprav narediš s svojo mislijo. To je pač dejansko zelo preprosto se skupaj, se moče sliši komplicirano, ampak dejansko je bolj preprosto, ko se vse skupaj naredi, ko pa opisati. Ja, najboljš tako najprej doživeti, potem pa v bistvu pojasniti, probati sebi vsaj pojasniti, kaj se ti je zgodilo. Veliko si se učil pri različnih budističnih mojstrih, tudi lami, Mantak Kachija si že omenil. Kaj iz njihovega znanja jemlješ kot bistvo in danes tudi podajaš naprej? Jaz mislim, da je pri vseh bistvo je eno, bistvo je eno in isto, tudi o tem na koncu koncev, ko govorimo, kaj je bistvo, kaj je energija, kaj je Bog, kaj je, ne vem, Dejansko gre za to tale stik, sam s sabo, ki ga v tej, kako bi to rekel, na tej poti, da pač zopet prebudiš tole izvorno energijo, ki pač teče skozi tebe. Dejansko vsi, pri vseh, na koncu priješ do istih zaključkov, seveda je pa mogoče samo drug način, konec koncev vsaj tudi neka pot, recimo pri nas je bolj znana neka pot joge ali pa pot qigonga, vsaj konec koncev zaključek mislim, da je isti. Da je isti, ali je zdaj to sistem meridiana, to je zdaj sistem čakra, ali kakorkoli to opisuje, pač na nek način. In pri vseh teh stvareh se najprej začneš nekaj razvijati pri sebi. Pri sebi začneš razvijati tale energijski sistem, eni reče, razvijaš energijsko telo. In dejansko tale energija, ko bi rekel, da je v sredini, da je v sredini, to je pač povezava med tem fizičnim svetom in tistim mentalnim svetom. In seveda, ko si že omenila, zdaj pač me je pa zanimalo na začetku, začel sem pri Mantak Kachiji, je bilo tam zanimivo, sem najprej bil tiste 4 tedne, tam smo pač imeli tiste inštruktorske izpite, potem sem se nekako odločil, sem bil 2 tedna v temi, so bile zanimive delavnice, tiste njegov Dark Room Retreat, so se tu zelo, zelo zanimive stvari dogajale, ampak potem sem pač hotel nekako naprej, ampak zdaj Mantaka pa spoštujem toliko, on je bil le en prvi, mislim, da en prvi bil, ko je to tudi nekako na zahod prinesel. Se pravi, ko sem v srednji šoli, ko si iskal neko gradivo, pa to ni bilo takrat nič od tega, danes najdeš poplave vsega tega na internetu. Zdaj tega, ko sem pač pri tem lama, dan drug dođe, ko sem pa njega recimo videl, kaj pravzaprav on zmore, s to čip projekcijo, seveda me pa zanimalo, in sem se pol pravzaprav enih 3 delavnic pri njemu udeležil, pol smo tudi na en tak zanimiv način zaključila, seveda pol sem pa iskal naprej, videl sem zdaj nekako, si rekel, budist ne bom ratal, zato ker če sem se rodil v nekem tem svetu, tu nekje v Sloveniji, sem se pač tu rodil, imam nekaj, konec koncev sem tudi nekako vzgojen, v nekih krščanskih koreninah, pa ne vem, zakaj bi to spreminjal. Pol pa, ko sem pač nekako videl, kaj pravzaprav se vse to da, tudi sem imel enih par zanimivih izkušenj z svojim telesom, mogoče kdaj drugič kaj več o tem povedal, in sem videl, da rabim recepte, potem sem pa nekako me prišel na pot, ali mojster Chu Min Chen, on je takrat imel šolanje v Avstriji, pa sem kar, ne vem koliko, po manjih 5 let, sigurno sem bil zelo dosti hodil v Salzburg, pa z njim, in sem dejansko dobil ogromno enih receptov, Zanimivo mi je pa bilo to, zakaj ravno od njega, in prvo vprašanje, ko sem prišel do njega,
Ne, pa, prvo sem hotel vedeti, kdo te je naučil vse to. Ne? Pa je rekel, gledaj, mene je to moj dedek naučil. Ne? Jaz sem pa tudi eno tako zelo, zelo zanimivo, ne veš, z mojim dedkom. Teda, ja, teda dejansko sem pa res dobil ogromno enih stvari, enih receptov za qigong, tai, noni, za vse organe, za sklepe, teda, mislim, tem je dovolj. Ja, pol naprej sem pač, ja, ne, pol sem se pač tako tudi smel še z drugim, ampak z drugim je bilo manj stika, ne, recimo nemo tega Damo Mitchell, ko zdaj tudi zelo, zelo tako vidim popularen, ne, sem tam, od njega sem tudi pol eni 2 knjige, ne, nekako vzel sem tiste študiral, pol sem se enkrat tudi ene delavnice, mislim, bilo par dni v Angliji udeležil, mislim, da takrat je bilo ravno 10 let od tega, ne, ko sem pač nekako prišel takrat iz Tajske, ne, kot tisti, da sem pač tiste inštruktorske izpite naredil, ne. Ja, en tak je še bil zanimiv, je bil en tak mojster, je bil še zanimiv tale Karl Grunih, teh nemško govoreče deželi, ne, v Švici, v Avstriji, v Nemčiji, tam, tudi zanimivo, no. Teh mojstrov je bilo kar nekaj, ne, učil sem se pol še tudi kakšne druge stvari, tudi nekako smo malo nekako v ta svet kabale not pogledal, ne, to je tudi nekako, ne vem, tudi mogoče tudi, da je drugič, ne, o tem so neke korenine, a so ali niso, ne vem, odkot so, ne. Ja, to. Ja, lahko rečemo, da si imel zelo raznolik spekter znanja, ne, ki si ga pridobival skozi čas in zdaj si to v bistvu naredil en tak zelo zanimiv svoj edinstven miks vsega tega, kar si se naučil, a ne, pri drugih mojstrih. Andrej, zadnje čase veliko govoriš tudi o tem, dejansko, kako se energija ustavi, preden človek v bistvu zboli ali pa pregori. Zakaj se to dogaja? Ja, zakaj se to dogaja? Ok, ampak poglejmo z tega zornega kota qigonga, ne, zdaj, a ne, seveda, zdaj zdravnik bo ti nekaj druga povedal, ne, ampak, a ne, seveda, govorimo o pretoku energije, govorimo o pretoku življenjske energije pravzaprav od spočetja naprej, ne. Od spočetja naprej in tam celice se pač delijo, kot se čisto naravno delijo, ne, in energija bi se mogla skozi te celice, a ne pač normalno prosto pretakati, ne. Seveda, zdaj pa tudi, a ne, človeško telo, a ne, če rečemo kot neki računalnik, kot neki hardware, fizično telo, pa kot neki software, a ne, mentalno telo in not pač pol nastajajo skozi življenje, ne, pridemo do raznih blokad v telesu. Ko pa energija zastaja, ne, čisto tako, ne, preprosto, ne, energija, ko zastane, ne, nastane pač problem v telesu, nastane bolezen, ne. In seveda, ne, zakaj pol recimo qigong, ne, zakaj so si pravzaprav rekel, potem sploh qigong nekaj izmisli, ne. Pravzaprav s qigongom, ne, zdraviš bolezen, ko še pravzaprav sploh ne nastopi, ne. Potem, ko enkrat bolezen nastopi, je pol vse skupaj težje zdraviti. Teda dejansko, a ne, z vidika qigonga, če rečemo, je to samo en zastoj energije, en zastoj pretoka. Kako pa lahko prepoznaš oziroma kateri so najbolj pogosti signali, da telo potrebuje ravnovesje in da dejansko je čas, da nekaj moramo spremeniti, preden se razvije bolezen ali pa neki zdravstveni izziv? Seveda, zdaj, kakšni so znaki, ne, verjetno so znaki različni pri različnih ljudeh, a ne, ampak recimo jaz pri sebi zelo hitro opazim, a ne, takoj, ko čutim nemir, a ne, to je zelo en tak, mogoče to še nič ni z nekim fizičnim, niti mogoče čustvenim, ne, povezano, ne, ampak ko nastopi nemir, a ne, potem ponavadi sledi ena čustvena nestabilnost, a ne, in zatem pa pol, a ne, se to še odraža na fizičnem telesu. In seveda, ne, ko to ujameš, pa če to veš, jaz pravim, to lahko hitro pol poštimaš v parih trenutkih.
Andrej, če si predlagam, da naredimo eno tako skupno, preprosto tehniko, s katero se lahko umirimo skozi dih v zelo kratkem času. Če si za to, da nas popelješ v to izkušnjo. Ok, lahko. Čisto vseeno, a zdaj sedimo ali pa stojimo. To pomeni, jaz pravim, začne se nekako, kaj zdržal, a ne zdržal, pač probamo se nekako vsesti, mogoče se ne naslanjati, čim bolj naravno. A veš, da od začetka tega pogovora, Andrej, sedim zravnano, tako, ker zdaj, ko se s tabo pogovarjam, zelo pazim, kako sedim. Super. No, in enostavno se usedimo, lahko zamižimo, in samo najprej opazujemo malo dihanje. Samo opazujemo malo dihanje. In se ne vmešavati v dihanje. Pustimo ga, mu dovolimo. A zdaj hitro dihamo, počasi dihamo, samo ne poskušati karkoli spremeniti. Po prvih trenutkih pa le mogoče, recimo se potem takole malo si obrnemo, tako da je dlan proti dlan. Držimo dlan proti dlan, pa zopet opazujemo. In opazujemo ta prostor med dlanmi. In pravzaprav, če se zelo tako pustiš, vidiš, da tale prostor vmes diha. In potem lahko počasi le te dlani obrnemo tako, da je ena navzgor, druga navzdol. Dlan proti dlan. Lahko mogoče odpremo oči, da vidimo naprej. Še vedno čutimo ta prostor in potem čisto počasi začnemo zgornjo roko raztegovati navzgor, spodnjo navzdol. Čisto blizu telesa, ampak res počasi, z občutkom. Da začneš čutiti tale razteg, tole raztegovanje. Pa čim bliže telesa. Ko pridemo do konca, začnemo počasi stiskati. Potem obrnemo dlani. Čutiš, greš počasi. Čutimo, kako razvlečemo energijo. Lahko čisto gre pod bradimo, prav čuti, kako začne telo raztegovati. Počasi vrnemo. Ok, imamo roke na kolena, počivamo. In opazuješ. Reče, či dinamika, to pomeni, nekaj se spremeni v telesu. Nekaj se spremeni. Ok, to je recimo lahko tudi započne, če imamo več časa, tudi, ampak tudi, če naredimo 2-3 krat, se sigurno nekaj spremeni. Super, zdaj pa nazaj na zemljo. Andrej, v pomlad vstopaš s 3 formati delavnic. Kaj je tisto, kar bi želel, da ljudje odnesejo s seboj z tistega druženja? Kaj želim, Glejte, želim nekaj, Jaz imam par takih zelo zanimivih izkušenj, z telesom, in s tem načinom samozdravljenja. Dejansko bi to res, pravzaprav bi to vsakemu življenju zaželel, da bi to enkrat
da bi šel skozi ta proces, ne, ker enostavno se začne drugače se začne gledati na življenje, na svet, ne. Zdaj, kaj jim želim, a ne želim jim le do to, pa da se tam čim več naučijo, čim več odnesejo, da se čim, ne vem, bolj napolnijo. Ampak pravzaprav želim to, a ne, mislim, da svet, a ne, svet edino mogoče bomo na tak način, a ne, spremenili na lepše, ne, če bo prvič res sleher človek, a ne, začel delati sam na sebi, ne, in pravzaprav sploh nekako začel razmišljati o tem bistvu, ne, zakaj pravzaprav sploh smo tu, ne. Ne vem, sem zadnjič en taki zanimiv članek, ne, en članek, par stavkov je bilo, ne, ko je pisalo, ne, ko je Dalaj Lama napisal, ne, če bi vsakega, mislim, da 8-letnika, ne, naučili meditirati, ne, bi se dejansko zelo hitro, ne vem, v kakem cajtu bi se zelo hitro energija, ne, na tem planetu, ne, spremenila, ne. In to se mi zdi, da je to mogoče edina rešitev, ne, za ta nori svet, ne, ko vidimo, kaj vse se pa danes dogaja, ne. Tako da ja, dejansko, kaj jim želim? Ne, želim, da pač bi čim več od tega odnesli, ne, za svoje dobro. Meni se zdi pa ključna beseda, ki si jo povedal vmes, je samozdravljenje, a ne, dejansko se tukaj naučimo, kako sami v bistvu obnoviti ravnovesje v svojem sistemu, a ne, s prakso qigonga, ki pri tem na zelo tak nežen način pomaga vzpostaviti to povezavo, ne. Ja, zdaj to samozdravljenje, to pač je, mislim, dostikrat to slišimo o tem, ampak zato je treba narediti ene take zanimive pogoje, mislim, rekel, naravne pogoje v telesu, ne. Tako kot sem rekel, ne, ko se fizično telo odpre, ne, ampak odpremo ga, bom rekel, na zelo en taki, mogoče, bom rekel, preprost način, kaj pa mogoče sploh ni tako preprosto, ne, potem dejansko izvesti, ne, z enega razloga, ne, ker pač, a ne, zelo ogromno imamo danes enih tem, enih načinov, a ne, in vse dejansko bazirajo kar na neki bazi tekmovanja, a ne, to pa ni to, a ne, dejansko, to pač pravim, a ne, pri qigongu gre dejansko za sodelovanje, ne, za sodelovanje v tem procesu vadbe, ne, kjer je treba pač povezati zopet tale fizični, čustveni, tale mentalni nivo, ne, kot en, ne, in ko ti trije nivoji delujejo enakovredno in istočasno hkrati, a ne, se potem pač to samozdravljenje, ne, pa začne skozi telo dogajati. Andrej, hvala lepa za tvojo zgodbo in za vse tvoje vpoglede v povezavi med telesom, energijo in prakso qigonga. Jaz se zelo veselim tvoje prve delavnice letos, kjer bomo vse to, o čemer si danes govoril, lahko preverili tudi v praksi in se sami prepričali. Za vse, ki vas zanima več informacij o teh delavnicah in želite prejemati obvestila o terminih, se lahko prijavite na spletni strani Andrej Kon, kjer dejansko najdete vse potrebne informacije in kontaktni obrazec za prijavo. Hvala še enkrat, da si bil z mano in želim nam vsem lepe spomladanske dni in predvsem dober stik s svojim telesom.